Vsem in vsakemu posebej želimo ponotranjeno praznovanje te velike noči, notranjega miru, zdravja ter veliko toplih trenutkov in predvsem sreče, ker smo ravno v Društvu za srečno življenje. Toliko o tem. Naj vas opozorim, da smo trenutno tudi live na YouTubeu in če bo kdo želel, lahko na družbena omrežja tale naš link iz YouTube, kjer je naslov Društvo Belis 2002, šera na Facebook omrežja, tako da bodo tudi drugi ljudje lahko z nami. Jaz bom to naredil med pauzo, zdajle trenutno nisem uspel vsega tega storiti. Je pa tako, tale ozadje, ki ga vidite, tebi in vsem, evo, želimo vesele, blagoslovljene velikonočne praznike, bomo zdaj prekinili in se bom jaz nekako priklopil na prosojnice in bom skušal vam danes v sliki in v besedi povedati nekaj zanimivih stvari. Še prej pa pred 40 minutami, dobrimi 40 minutami sem dobil obvestilo, da so včeraj v Švici prepovedali COVID cepiva sodno. Kaj več bom o tem mogoče napisal na Facebook omrežjih, nisem uspel vsega prebrati v angleščini, ker sem se intenzivno pripravljal danes na ta večer z vami, z nami in z menoj. Tako da, evo, zdaj bom zašeral tale naš zaslon v prosojnice in upam, da bo v redu. Ole. Super, začnemo ob 18. uri z rahlo zamudo. To je to. In tako kot ponavadi je prva stvar, ki jo seveda naredimo, gremo na potrditev in pregled zapisnika od prejšnjega tedna. Po elektronski pošti ste vsi prejeli danes precej dolgo pismo. Vzemite si med tednom čas, naj vam ne bo žal, in v novicah pod rubriko novice preberite, kaj sem vam sporočil, katera besedila sem vam dal in kako dobro v naši ustavi v 8. členu piše, da se te mednarodne pogodbe izvršujejo direktno, neposredno, brez teh naših lokalnih izgovorov z zakonodajo, brez tega, da se upravne enote država sklicuje na neke naše lokalne zakone, ki sploh še nekateri niso v skladu z mednarodnimi pogodbami, z mednarodnimi deklaracijami, niti sami sabo zakoni niso urejeni, to pa zato, da nas držijo na kratko na vrvici. Ne bomo več tega dovolili in zato širimo to idejo, širimo to, kar dejansko je osnovna človekova pravica. Ne bodo nam je črtali niti WHO, nihče, mi smo suvereni in tako bomo živeli naprej. Zdaj pa samo vprašanje, ker smo ravno pri zapisniku od prejšnjega tedna, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik, naj pove sedaj. V redu, tukaj so vsi tiho, ima kdo kakšno pripombo na Zoomu? V redu, hvala. Torej, zapisnik 109. Zooma z dne 1. aprila 2023 je sprejet enoglasno. Tako, hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej, intenzivno. In sicer v uvodu danes na to velikonočno sobotno sporočilo, ko nekako najprej praznujemo smrt Jezusovo in potem seveda tudi vstajenje. Jaz rečem, eni bodo praznovali smrt, drugi bomo praznovali življenje. Glejte, Nürnberški zakoni so bili ustvarjeni zaradi storjenih prikritih medicinskih zločinov nacistov v drugi svetovni vojni, natančneje predvsem zaradi dr. Mengeleja. Dr. Mengele je izvajal medicinske poskuse direktno na ljudeh, vključno s prisilnimi cepljenji, torej s cepljenji brez konsenza na predvsem pri starejših duševno bolnih in drugih, se pravi pacientih. In kaj je resničnost? V imenu zdravljenja in medicine so pač te ljudi primerno pobijali. Po naročilu doktorja Faucija, Mengeleja, je medicinsko zdravstveno osebje vbrizgovalo
takrat tako imenovano cepivo, zaradi katerega so ljudje umirali. In to je začetek medicinskih umorov v imenu zdravljenja. Torej, od leta 1934 naprej se to dogaja. Zdaj, zdravniki v taboriščih smrti so bili tisti, ki so ljudem dajali različne poskusne injekcije z mešanicami, koktejli, s katerimi naj bi že takrat, poslušajte, IBM računalniki nadzorovali ljudi, njihov in telesa. In če se vprašamo, kako je danes, enako. Trenutno podoživljamo update, moderno različico ali posodobljeno različico teh zavržnih dejanj, ki jih mirno lahko imenujemo masovno oziroma množično medicinsko, nečloveško in nezakonito eksperimentiranje na ljudeh brez konsenza, brez pojasnila, v ozadju pa z obljubo, hinavsko obljubo, da naj naredijo to zaradi zaščit babice, dedka, svojih otrok ter skupnosti, v kateri živijo, pa naj bo to družina, šola, podjetje ali sprehod po veleblagovnih centrih, kjer so enostavno preskočili predhodne leta trajajoče poskuse na živalih. Pfizer je recimo, kar je razvidno, veste, iz dokumentov, naredil poskus s svojim cepivom le na 6 miših. Jaz sem to videl osebno, bral sem te dokumente, sem se jih downloadal, v enem izmed prejšnjih predavanj sem to tudi jasno povedal. In preden je Pfizer dal cepivo na tržišče, je vseh teh 6 miši poginilo. In sedaj, kar pa vsem tam seveda ni presenetljivo, priznavajo, da 80% cepljenih zboli, tako kot bi gospod Golob rekel, naš premier, dolgotrajni stranski učinki, dolgotrajni COVID, ki ga je treba zdaj zdraviti. In nekateri zbolijo zaradi pridruženih bolezni, nekateri hitro umrejo, ker cepivo pospeši obstoječe stanje zaradi uničenja imunskega sistema s cepilnimi zvarki. Zdaj nas želijo prepričati ali celo prisiliti, da se podredimo globalni digitalni identifikaciji, ki se ne razlikuje od tistih tetovaž, ki smo jih omenili pri Mengeleju, ki so jih včasih dajali v koncentracijskih taboriščih v drugi svetovni vojni. Mirno lahko rečemo, po vsem tem, kar smo zdaj za uvod povedali, da smo v 3. svetovni vojni. Samo tokrat ne z granatami, pištolami in ne vem čem, razen v Ukrajini, pač pa v prikriti, hudobni, nejasni, hlinjeni, hibridni vojni, ki v imenu zdravja in v imenu vsega zelenega, dobrega in lepega ubijajo naravo in človeka. Poglejmo grobi povzetek cepilne aktivnosti samo za 2 državi, v katerih vam bom predstavil nekaj podatkov. V nasprotju s trditvami zagovornikov cepiva proti covidu obstajajo trdni dokazi, da je večina poročil o smrtnih primerih zaradi cepiva za sistem rumenih kart ZDA, Wires in Združenega kraljestva resnični. Poglejte si to karto na zaslonu. Za največ 30% teh poročil je mogoče oceniti, da jih verjetno ni povzročilo cepivo. Obstajajo tudi dokazi, da je stopnja poročanja o smrtih in neželenih dogodkih v te sisteme zelo nizka. Verjetno se poroča o manj kot 10% smrti iz drugih neželenih dogodkov. S temi minimalnimi predpostavkami, ocenjujemo, da je bilo približno 120.000 smrti v ZDA, ki so jih neposredno povzročila cepiva proti covidu, in to v času med decembrom 2020 in marcem 2023. In 16.000 v Združenem kraljestvu, se pravi v Veliki Britaniji, med decembrom 2020 in 29. septembrom lani. Če gremo naprej, na tabeli vidite 5.315.063 prijav stranskih učinkov s cepljenji cepiv različnih proizvajalcev. Mi živimo trenutno v največjem eksperimentu v zgodovini človeštva, ko so brez razlage in brez prave privolitve izvajali testiranje na ljudeh po svetu. Rezultat je sledeč in govorimo le o prijavljenih primerih, samo o prijavljenih primerih. In če potegnemo črto, glejte,
Več kot 103 smrti na milijon odmerkov cepiv proti covidu z velikimi razlikami med temi tremi glavnimi cepivi. Na primer 187 primerov za AstraZeneco, 68 za Pfizer in 35 za Moderno. Za AstraZeneco to pomeni 1 smrt na vsakih 5348 odmerkov direktno pri cepljenju. Okay. In tako ob upoštevanju, bomo rekli, majhnega deleža ljudi, ki so poročali, niso vsi poročali, o resnih, neželenih učinkih, ki so lahko pozneje povzročili zgodnje smrti, je verjetno dodatnih 70.000 smrti v ZDA in 35.000 v Veliki Britaniji, v Združenem kraljestvu. In vse to posledica cepiv. To bi pomenilo, da smrti, ki jih neposredno ali posredno povzročijo cepiva, predstavljajo približno polovico presežnih smrti v Združenem kraljestvu v januarju 2021. Torej, medicinske šole in medicinske fakultete, zato danes mirno lahko imenujemo Mengelovi farmacevtski inštituti za dolgoročno pripravo njihovih študentov, medicinskih delavcev ter drugega osebja na kulturno ubijanje pacientov s farmacevtskimi pripravki za evtanazijo brez informiranega pristanka oziroma zgolj s psihološko pogodbo. Ta politika in naši mediji in tuji mediji v tem primeru niso nič boljši, saj v teh umorih svetovnega prebivalstva aktivno sodelujejo. Svetovno-gospodarski forum to novo vrsto treniranih in izučenih politikov, podtaknjenih v državne uprave držav po svetu, imenuje mladi šampioni. Toliko danes na to velikonočno soboto, kjer je Jezus v grobu umrl za naše grehe, za naša nerazsodna dejanja, za naše neumnosti. Za uvod, sedaj pa v tem smislu gremo naprej. Pozabil sem še omeniti, da imamo v zvezi vsem tem, kar sem zdaj povedal, zelo, zelo lepo urejene pritožbe. Ja? Širokopasovne možnosti pritožbenih ustanov, ki so urejene tako, da ščitijo zgoraj omenjene kadre in sicer njihove besede na spletnem državnem portalu, imenovanem človekovepravice.si, pravijo tako: pritožbe zaradi kakovosti zdravstvene oskrbe. Dajmo si to prebrati. Če menite, da vam zdravstveni delavec ali zdravstvena ustanova ni zagotovila ustrezne ali ustrezno kakovostne zdravstvene oskrbe ali da so v vašem primeru ravnali malomarno, se lahko obrnete na svojega zastopnika pacientovih pravic, ki vam lahko svetuje, vas podpira in zastopa pri varstvu vaših pravic po zakonu o pacientovih pravicah, in sicer brezplačno. Pazite, ter zaupno, nikomu ne bomo povedala, ne? Zastopnik pacientovih pravic lahko nudi tudi strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na področju zdravstvenega zavarovanja. Vse okoli denarja. Seveda plačujemo si, kaj si plačujemo? Zdravstveno zavarovanje, ki v resnici to sploh ni. Torej si plačujemo lastno smrt, namesto da bi ta denar porabili za lastna življenja, za lastne radosti in naše veselje. Naj vam zaupam še to, da to je prav hecno. Poglejte, Vlada Republike Slovenije je na 175. redni seji 5. aprila 2018. leta 2018 sprejela sklep o objavi besedila splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na 3. zasedanju v Parizu 10. decembra 1948. In ki se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik glasi Splošna deklaracija človekovih pravic. No, vidite, tukaj bomo malo povečali to. A vidite, kako lepo so nam napisali? 2018, po kolikih letih so to prevedli, ker so bili prisiljeni. In vse pri nas gre tako z zamikom. Najprej ljudstvo uničijo, potem pa to naredijo, zdaj pa imamo človekove pravice. In to vse tako laufa pri nas. V uradnem listu, vzemite si svinčnik, zapišite si tole in si preberite, ni veliko. To je uradni list
številka 24/2018 z dne 13. april 2018. Zdaj smo 8. aprila, veste, no? Deklaracijo vam bom posredoval kasneje na chat, da si jo shranite v računalnik in jo v prostem času preberete, za vse tiste, ki je še nimate, ter ob času, ki bo primeren, uporabite, kot smo že danes rekli, skladno z 8. členom Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da se mednarodne pogodbe uresničujejo neposredno, torej direktno, brez navajanja ali sklicevanja na lokalno zakonodajo. Imejte to, dragi moji, vedno pred očmi. In tisti, ki so nas najbolj pehali v prejem in sprejem cepiv farmacevtskih strupov, vam sedaj povem nekaj novic. Na današnji dan, 8. aprila 2023. Danes sem dobil tole obvestilce in bi ga z vami podelil. Torej, novica sem dobil danes, objavljena je bila 7. aprila včeraj. Papež zaradi mrzlega vremena na Veliki petek na Via Crucis ne bo prisoten. Papež Frančišek namreč hospitaliziran zaradi težav s srcem in okužbe s pljuči. Dalje, Berlusconi je dobil levkemijo. Dalje, laboristični poslanec Luke Pollard ima kožnega raka. Dalje, pevec John Farnham ima raka na ustih. Ugotovljena je aritmija španskega nogometaša Sergija Aguere. Med Twitch streamom v živo iz tekme je doživel odpoved ledvic Žafran Moren. Težave s srcem avstralskega nogometaša Jaija Sergija. Brazilski nogometaš Z. Carlos pa je zbolel tudi sredi tekme. Vse to se je zgodilo včeraj in danes vam to sporočam. Da ne boste vsi tisti procepilci rekli, da tukaj karkoli govorimo neumnosti, preberite si, povsod piše. Razen za papeža sem dobil pod roko, ker so pač prazniki. Ok, čas za preiskavo, to je, se pravi, naša prva. Prebrali bomo uvodnik iz Mladine novinarja Gregorja Repovža, torej gospoda poznam osebno, k meni je hodil k verouku, ko sem bil še pater pri frančiškanih, že takrat je bil zelo zagnan v to smer, ker sta tudi starša novinarja in sem mu pri nadškofu Šuštarju uredil tudi intervju, ki ga je naredil v srednji šoli kot primer intervjuja in so mu potem to prišli policisti iz Zaplent in so v šoli to glasilo odvzeli. Bil sem zraven pri intervjuju, vem, o čem je tekla beseda, nič posebnega, vendar ne živimo kaj daleč v drugačnem času kot leta 85-86. Tako, čas za preiskavo pač je zapisal, da nekatere teme potrebujejo čas. O nekaterih dogodkih se včasih več let, dragi moji, ni mogoče pogovarjati, ker so nas, ko so se zgodili, tako izčrpali, tako obremenili, da nam je pogosto že sama misel nanje pretežka. In med te teme za malodane celoten planet spada prav epidemija. To seveda še ni še en zapis o epidemiji COVID-19, ampak o tem, da bo nekatere dogodke, ki so se zgodili zlasti v prvem letu epidemije, vse težje raziskati, vse manj bo dokumentov, ki jih danes odgovorni še morajo ohraniti, vse manj ljudi se bo verodostojno spominjalo dogodkov, vse težje bo iz tistega časa potegniti kakšno prihodnje znanje. Še težje pa bo tiste, ki so bili odgovorni za to, da sprejemajo odločitve, pripraviti do tega, da bodo javnosti pojasnili, kako so se sprejemale te, zdaj vemo, da napačne odločitve. Ti procesi potekajo v več državah, razlogi pa so različni, a tudi slovenska policija in tožilstvo morata prav glede obdobja epidemije opraviti svoje delo in raziskati, kako in zakaj so se sprejemale odločitve vlade Janeza Janša, ki so vodile k temu, da je Slovenija po smrti zaradi COVID-19 na 9. mestu med vsemi državami sveta in da je rekorderka po številu umrlih,
v domovih za starejše. Če povzamemo, Janševa vlada se je maja 2020 odločila, da starostnikom v domovih za starejše občane selektivno ne bo ponudila pomoči in v skladu s temi navodili jih bolnišnice niso sprejemale, ampak so jih pustili umreti v domovih. Če se to bere preveč kruto, če zveni skrajno in neprimerno v tem času, najraje citiramo kar zapis same Janševe vlade na Twitterju z dne 27. maj 2020, ki je namreč še mnogo bolj neposreden. In sicer piše, citiram, moramo se soočiti z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci DSO, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno. Nobenih kriterijev ni bilo v nekem trenutku, so bolnišnice pač prenehale sprejemati okuženi iz domov za starejše, prav njihovo bivališče je bila edina diagnoza za nesprijem in opustitev zdravljenja. Zaposleni v domovih so bili popolnoma obupani, a v bolnišnicah so se navodil praviloma držali, včasih je kdo zaradi družinskih ali prijateljskih zvez vseeno prišel v bolnišnico, nekaterih so se včasih preprosto usmilili in jih mimo pravil vlade sprejeli. Kar seveda zadevo še oteži, kako v bolnišnicah razlagajo to selektivnost. Da bi se obranili kakršnihkoli očitkov, da manipuliramo s podatki, naj citiramo kar izjavo Janševega direktorja NIJZ, Milana Kreka, dano 11. januarja 2021 leta 20 je v Sloveniji umrlo 2821 ljudi s covidom. Od tega je umrlo 1682 ljudi v domovih starejših občanov in 1209 ljudi iz preostale populacije, ki ne sodi med oskrbovance domov. To pomeni, da je bil leta 2020 delež starostnikov iz domov za starejše med vsemi mrtvimi kar 58%. Wow. Še huje, leta 2020 je s covidom umrl vsak 10. stanovalec domov za starejše. Za primerjavo, v Italiji takšna preiskava poteka, ker je bil delež umrlih stanovalcev v domovih za starejše v tej državi 35%, oziroma skoraj polovico nižji kot v Sloveniji. A Italije ne boste našli na seznamu prvih 10 držav po smrtnosti zaradi covida, je šele na 22. mestu. Slovenija je na 9. Zdaj, ko je znano, da je tudi v boju z epidemijo vse odločitve sprejemal takratni predsednik Janez Janša, ostali pa so se mu podredili, danes pa te moči nima več, je torej čas, da se te nepotrebne, a dejanske smrti začnejo preiskovati. Ne samo zaradi odgovornosti, ampak ker je treba vzpostaviti sistem odgovornosti in sistem ravnanja za prihodnje podobne dogodke, ki se zgodijo v času popolne globalizacije in podnebnih sprememb, še kar neizogibni. A najprej je treba opraviti preiskave, kako je sploh mogoče, da je do te odločitve prišlo. Kdo je določil, da se nekaterim sme odvzeti pravica do zdravstvene oskrbe? Kdo si je vzel pravico, da ljudem vzame njihovo pravico do oskrbe in predvsem, zakaj so temu sledili ljudje, ki o tem odločajo samostojno, ker jim tako zapoveduje njihov poklic, torej zdravniki. 3 leta po sprejemu te res nesprejemljive odločitve je namreč še vedno vse zavito v meglo, nobenih odgovorov ni, predvsem pa ni raziskave. Oziroma, če stvari postavimo drugače, če je v slovenskih domovih za starejše toliko ljudi več kot v sosednjih državah, pri čemer so si domovi v Italiji, Avstriji in Sloveniji zelo podobni, namreč tudi tam imajo vsi svoje sobe in tako dalje, je treba ugotoviti, koliko je k temu višjemu odstotku prispevala prav omenjena odločitev vlade, ker je namreč to edina odločitev, v kateri se Slovenija resno razlikuje od drugih držav. Tudi drugod so namreč imeli večje izbruhe prav v domovih za starejše, pri čemer bi ravnanje vlade še lahko razumeli,
če bi bile bolniške postelje dejanskega osebja zasedene. Oboje je namreč že postavljeno na laž. Prostih postelj je bilo tudi v najtežjih trenutkih po maju 2020 vedno dovolj, pa tudi medicinsko osebje je bilo na voljo, ni bilo pa vpoklicano prav tako kot zaposleni v zasebnih ordinacijah. Preprosto si država ne more privoščiti, da bi ti dogodki bili nepreiskani. Če ne, zaradi drugega, zaradi svojcev umrlih. Ti še vedno ne razumejo, zakaj njihovi najbližji niso bili deležni pomoči. Morda le zaradi napačnega naslova. Danes vemo, da je bila represija, ki jo je izvajala Janševa vlada v času epidemije, nedopustna, protiustavna in nezakonita. Vemo tudi, da represija ni dala želenih rezultatov. Slovenski boj z epidemijo je bil namreč med najbolj neuspešnimi na svetu. Zdaj je treba zadevo še preiskati.